Pozdravljeni v oddaji Pogled nazaj. Oktobra leta 2014 so se ljudje iz vseh vetrov, kot so nekje zapisali, odločili, da ne želijo biti del problema, ampak del rešitve. Zato so izvedli spontano, samoorganizirano akcijo zasedbe 2 prostorov zapuščene in propadajoče tovarne Inde. V tokratni oddaji se bom zgodbe o ustvarjalni platformi Inde spominjala z 2 nekdanjima članoma kolektiva Inde. To sta Toni Bračanov in Luka Bevk. Za začetek, kdaj in kako se je začela zgodba Inde? Pozdravljena Ana, pozdravljeni tudi vse gledalke in gledalci. Kdaj se je začela zgodba Inde? Ne vem točno, ker lahko pomnimo več začetkov, oziroma kateri bi bil nek ključen začetek. No. Ker imamo začetek od ideje, začetek, ko smo šli prvič not in začetek, ko smo šli javno ven, ne, s tem. Tako da zdaj lahko izbereš enega od teh. Malo od ideje. Od ideje, ja, dobro. Dosti nas je organiziralo že prej dogodke v Mladinskem kulturnem centru, to starem MKC-ju, vse Koprčani vejo za njega, oziroma prebivalci slovenske Istre, Istre pod Slovenci, kot bi rekel, tedanji upravitelj MKC-ja Marko Brecelj. Dosti nas je tam organiziralo dogodke in enkrat smo se sestali in je Tadej Čeh takrat dal idejo, zakaj ne bi en koncert organizirali v zapuščeni tovarni Inde. Ni bilo lih razpoloženja oziroma odobravanja, ker pač je degradirana stavba, ful smeti, tam bi itak to delali na črno oziroma ilegalno, tako da ni bilo ful neke podpore. Ampak jaz sem bil dobro, kaj gremo pogledat, bomo videli, kaj bo. Tako da tam se je porodila prva začetna ideja in pol preidemo že na drugi začetek, ne. Torej, ta zgodba je bila že dostikrat povedana, tudi zapisana večkrat, tudi posneta. Dobili smo se v petih, to je bilo leta 2014, oktober je bil, na dan lokalnih volitev in smo šli samo malo raziskovati te zapuščene prostore. In smo bili prvo v stari porodnišnici, ne, torej v Srbitskem samostanu, zelo lepa stavba, z lepimi atriji, križni hodniki. Ampak se vidi, da je iz katerega 17. stoletja, tako da ni izgledala najbolj stabilna za več ljudi. In pol, ko smo šli v Inde, smo bili, wow, železno-betonska konstrukcija, to izgleda super, ne. In nič, in pol smo si izbrali en prostor, kateri se nam je zdel najbolj primeren in nekako najlažje za vzpostaviti za ta en koncert. In naslednji vikend smo začeli čistiti te prostore, bilo nas je 5. In pol šli smo not zelo nepretenciozno, ne z neko idejo, da bomo mi zdaj tu vzpostavili nek skvot ali neko dolgoročno zadevo. Tako da ja, pol smo začeli čistiti in smo začeli pošiljati tudi SMS-e prijateljem, da to počnemo, da to čistimo, da to urejamo, da bi nekaj organizirali. In seveda zato, ker več kot nas je, lepše je in prej pridemo na cilj. Tako da se je pol vsak teden vedno več ljudi začelo zbirati in to urejati, no. Luka Bevk, pozdravljen. Pozdravljena. Ti si bil tudi zelo aktiven član ustvarjalne platforme Inde. Za začetek mogoče, kako se spominjaš začetka te zgodbe? Torej, kje, kaj, kdaj, kako se je to Ja, začelo? tako. Mislim, da je dobro, da pač postavimo takoj to zgodbo v nek prostor in čas. Inde nastane iz neke nuje od enega dela kolektiva, ki je bil aktiven v MKC-ju. In v bistvu pač ta nuja je bila, da smo si želeli imeti še en kreativen prostor, oziroma morda niso mogli celega kreativnega potenciala izpolniti v tem prostoru in se nam je zdela ideja z skvotanjem drzna, zanimiva in zelo eksperimentalna in nepremišljena, ne, pač to je bilo zelo spontano, pač to se mi zdi, noben si ni upal pomisliti,
kam bo šla ta zgodba naprej. Torej, to pač začne 2014, zdaj se ne spomnim, 4. ali 5. oktober, nedelja na dan volitev občinskih in pač trije posamezniki smo takrat šli malo gledati po Kopru, kaj bi pač lahko bil najbolj primeren prostor za takšno zgodbo in pač ja, Inde v tistem popoldnevu nam je bil ok, gremo to probati, ne. To je pač začetki so bili, kot cela zgodba, zelo romantična, utopična in tako, ne, ko bi povedal, spontana, ne. Mislim, non-stop je bila prisotna neka nesigurnost, kam, kaj in kako. Kolektivno pa smo se dobro spopadali z temi vprašanji, ki so se nam pač dogajala. Tako da se mi zdi, da pač to je predvsem ta začetek, če me vprašaš, kakšni občutki so bili na začetku, takrat, zelo naivno. Ne? Kako gledam za nazaj, ja, še bolj naivno, oziroma pač naivno, wow, kaj res smo mi se odločili za to, ne? Pač marsikdaj jaz pogledam za nazaj in se mi zdi fascinantno in one zgodbe, ki če bi nekomu jih razlagal, jih ne bi noben verjel, no, tako, ja. In skje pa misliš, oziroma katera je tista glavna potreba, ki je v bistvu vodila, mislim, bila povod? Ja, to kot sem rekel, pač ta nuja po enem prostoru, da smo lahko kreativni. Ne, pač mi smo imeli to željo in jaz mislim, ti pravim, ker je bilo tako spontano in se mi je zdelo pač samo neka drzna ideja, oziroma pač ne, če smo res toliko igrali s to idejo, kaj bi, mislim, so bili pogovori, so bile želje, ampak tako reč, da je bil nek plan, ta in ta dan gremo, zdaj pa začnemo to zgodbo, ne, pač mi smo šli in se je začelo, ne, pač zgodil se ta nek, ko se reče snowball efekt, ne vem, ko smo po slovensko, no, ampak ja, snežna kepa efekt, no, ker v bistvu na začetku pač nas je bilo zelo malo in pol to je bilo vedno več. Kaj naenkrat pač opazimo, da morda nismo samo mi bili tisti posamezniki, ki smo pač iskali prostor za biti kreativni, je bilo en kup drugih posameznikov, ki niso imeli sploh prilike pač priti v MKC, ne. In na koncu pač vidiš, da cela regija ima en kup kreativnih in en kup posameznikov, ki si pač želijo nekaj delati. Bodi si to, da si želijo nekaj delati na kulturnem, glasbenem nivoju, na političnem aktivizmu ali pa kjerkoli. Znaš, pač na koncu, kot se rekli, pač bila platforma, to pač, mi smo pač, oziroma pač kolektiv, no, ne bi se pač, jaz posebno pač kot Inde, kot pač platforma je bilo orodje za to, ne. In pač to orodje je bil bolj nek švicarski nož, ne, pač je vse opcije pač si lahko imel, ne vem, tako, na tak način, ne. Če sem prav razumela, MKC se je takrat ravno kar zapiral. To je ful pomembna točka v tej zgodbi, ne. Mi, ko smo šli v Inde, mi nismo vedeli, da se bo to zgodilo. Noben ni vedel. Inde je začel oktobra 2014, MKC pa je bil napaden s temi občine v zadnjem tednu decembra 2014 in ta novica pač pride ven, se mi zdi, v prvih dneh januarja 2015. Torej, en del kolektiva imel zelo hektično obdobje, to je istočasno, govorim pač en del kolektiva Inde, ne, smo se ukvarjali z Inde, to je pač v unih prvih mesecih pač to ful hitro je raslo in hitro je prišla nuja po organizacijo, pa k temu predvidevam kasneje, in istočasno pa se nam zgodil ta napad na MKC, ne, in smo bili na dveh frontah istočasno, ne, to je pač prvi 3 meseci 2015 so bili zelo naporni, no, mislim pač non-stop neka sestankovanje, kaj to, kaj ono, to se mi zdi zelo pomembno, da izpostavimo in da ni nikoli bil odgovor na to, da so vrgli ljudi ven iz MKC-ja, ne, in da je bil odgovor na potrebo biti kreativen v regiji. In to se mi zdi, da je zelo pomembno izpostaviti, ker marsikdo je dojemal ta prostor kot, vi ste pa šli ven iz MKC in zdaj ste to dobili. Ne, to moram vedno, ko
se soočam s takšnimi pogovori, kot jih imamo zdaj jaz in ti, se mi zdi nujno to izpostaviti, ker to mora ostati zapisano in mora biti pač v kolektivnem spominu ljudi, da pač in da ni bil odgovor na potezo občine, da je vrgla DPZN in še en kup drugih kolektivov, formalnih in neformalnih, iz mladinskega centra, in da je nekaj prevelela v celi tej zgodbi. Ja, je en kup skupnih točk, ampak ni to bil pač razlog. Ne. Pred Indijem je to bila tovarna invalidska delavnica. Ja, imenovala se je invalidske delavnice. Zdaj točno se ne spomnim, kako je to šlo takrat, ampak so obstajale te tovarne, kjer so zaposlovali ovirano gibalne ljudi. Gibalno ovirane Ne vem, kako je zdaj political correct izraz. Invalid ni sigurno. S tem, da ta tovarna je takrat zaposlovala nekje 50 ljudi, torej z gibalno ovirani plus zdravi ljudje, gibalno neovirani ljudje. Zdaj sama tovarna je imela več programov, ne. Tako da se je tudi to malo zamenjevalo. Na začetku je nastala tovarna kot tovarna čevljev. Ampak ja, no, izdelovali so čopiče, te valčke, pripomočke za beljenje, program plastike so imeli, torej oblikovanje plastike in ne vem, kaj še točno, še nekaj par programov je bilo teh proizvodnje. In ta tovarna, mislim, da je šla v stečaj ali v prisilno poravnavo celo leta 2002, 2004. Spet je to ena zgodba od tej privatizaciji, izčrpavanja podjetja, oškodovanja delavcev v prvi vrsti. Ena klasična ta zgodba tranzicijska v Sloveniji. In pol je ta tovarna, ne, po tem propadu in to končala v nepremičninskih špekulacijah, bi jaz rekel. Tako da ne vem točno, zdaj se ne spomnim, mislim, da 2008, 2009 ga kupi stavbo Kraški zidar, gradbinec, ki spet gre samo v stečaj. Tako da spet ta tovarna, ta objekt konča v stečajni masi. Ta tovarna se v teh letih degradirala totalno. Koprčani se spomnijo, v kakšnem stanju je to bilo. Tako da ja, stavba je bila res slaba, no, in pač pol je spet bila v tej stečajni masi. Saj mi smo šli z idejo, no, da pač probamo to nekako oživeti, nekako spodbuditi in če se bo en dan to uredilo za neke boljše namene, nam bo v redu. No. Tako da smo šli bolj z idejo začasne rabe kot kajkoli drugega. No. Ampak to je bila res začetna ideja. Kako je bil organiziran kolektiv Inde? Torej, bili smo zelo dobro organizirani dejansko. Mislim, treba vedeti, da aktivno je bilo vsaj 50 ljudi. Mislim, vključenih je bilo po mojem čez 300 ljudi. Ja, mislim, vse to je šlo postopoma z razvojem, zelo dokaj na začetku, še prej smo šli javno, smo uvedli skupščine. Takrat se je lih Tomaž Gregorc vrnil iz EPK-ja, iz Maribora, kjer so vzpostavljali te skupščine mestnih četrti. Tako da nam je nekako predal to znanje delovanja skupščin. Torej smo imeli to skupščino, ki je pač bilo zakonodajalni organ, ne. Zakonodajalni organ, če lahko v tem klasični formulaciji rečem. Kmalu pa smo ugotovili, da tam debatirati na skupščinah ni preveč operativno, ne. Tako da smo mogli še izvedbeno strukturo vzpostaviti. Tako da smo se pol organizirali te skupine, smo jim rekli, delovne skupine, 4 ključne, torej sanacijska, ki je skrbelo za sanacijo prostora, ker je bilo dosti za sanirati, ker jaz upam, da ljudje bojo en dan razumeli, da če je stavba prazna in brez namembnosti, to gre zelo hitro v remengo, zelo hitro se uničuje, se obrablja in pol rabiš ful več sredstev. Jaz ne vem, če je komu to v interesu, očitno je, ker prepuščajo te stavbe propadati, ne.
če imaš ti nekoga not v stavbi, zrači, skrbi za te vzdrževalna dela, da ne pušča streha in je pol ful lažje, ne, ker tudi to občina, mestna občina Koper ne razume, ne. Ker ima ful enih stavb še vedno dan danes, ki so raje prazne, kot da bi dali začasno rabo in jih dali neko namembnost, dokler ne dobijo sredstev za obnovo ali pa za umestitev nekih drugih vsebin. Tako da imamo zdaj ono palačo, kjer je bila not nekoč pravna enota, ki bo propadla zdaj v roku enega leta, ker je že 2 leti prazno in tako naprej. Samo ja, ne vem, kaj se te birokrati imajo v glavi. Ok, se vrnemo na izhodiščno vprašanje. Torej, sanacija je skrbela za sanacijo objekta, ker je bilo dosti za sanirati, pa smo imeli programsko skupino, ki je skrbela za program, ki se je izvajal znotraj ustvarjalne platforme Inde. Pol je bila še medijska skupina, ki je skrbela za promocijo in komunikacijo od zunaj in od znotri. In pol smo imeli še eno skupino, ki je bila posvetovalna skupina za lažje odločanje na skupščini in se je rekla politična skupina. Te skupine so se posebej sestajale in organizirale. To je bil tudi namen, da eno od načel temeljev in da je bilo tudi zaupanje, tako da smo pač si zaupali nekim ljudem, posameznikom, da so dovolj vešči in strokovni na tem področju. Tako da pol so te skupine sestavile nek plan in samega koncepta in same izvedbe in pol so se predstavljali na skupščini in skupščina pač se je pol tam odločala, pol je skrajšala ene stvari na skupščini. In pač tudi skupščina je določila neke stvari in pol so te skupine izvedle. Ok, tako kot sem te rekel, kar naenkrat vedno več ljudi, vedno več nalog se je lahko dalo in vedno več stvari smo pač lahko se lotili. In takrat je bilo pač tudi obdobje, ko je bila pač to je bilo par let po vseslovenski vstaji in takrat v Mariboru so se pač organizirale te, pomagam, ko se že reklo, pač te skupnosti, krajevne skupnosti oziroma lokalne četrti, ki so bile pač organizirane horizontalno in centralni organ odločanja je bila skupščina, ne. Mi pač v tem smo videli pač kot rešitev, ne, in dejansko pač en del ekipe, ki je pač bil tudi v Mariboru, pač prišel pač to predstaviti. Se mi zdi, da to smo tako izvedli na prvi neuradni skupščini, ki tle verjetno ima Toni Brečanov boljši spomin kot jaz, se mi zdi, da je bilo to nekje sredi novembra, ampak se nima veze, to je vse zame nek fiktiven čas izven realnosti. Tako da takrat se je tako pač predstavil ta način gremo reči odločanja na skupščini, ki pač je bil seveda horizontalen in vključujoč. To pomeni, da ni bilo glasovanj, ne, noben ni mogel biti izglasovan, ampak je vedno poteklo na tak način, da smo iskali konsenz. Zdaj, če mi konsenza nismo našli na eni skupščini in če bila ta stvar pač debate, je to šlo pač na naslednjo skupščino in pač to pač je lahko trajal, pač je bil proces. Seveda, ene stvari, ki so pač mogle biti hitro odločene, so se hitro odločile, ampak ne, neke stvari, ki so morda bolj, gremo reči, političnega pomena, ali pa je način, kako bi pač kolektiv funkcioniral, pač so šle čez nek proces. Jaz vedno, meni je bil pač ta način odločanja zelo pri srcu, ker ti pravim, ni bilo pač tega glasovanja, noben ni bil izglasovan. Seveda, mislim, zdaj morda ne bi šel v detajle, kako pač je bila dinamika skupščin. Seveda so bili neki poli moči, kakorkoli obrneš. Nekdo ima lahko boljše retoriko, nekdo ima pač slabše retoriko in ga nekdo pač iz tega načina pač, oziroma na tak način ga lahko pač na nek način utiša, no. Ena stvar, mi smo imeli dosti samorefleksije, kar se tiče tega in smo se tudi pač tega zavedali. Tu je pač ena tipična stvar pri skupščinah, je nekdo, ki če večkrat dviguje roko za dobiti svoj čas, da kaj pove, če pa naprimer ti, ki nisi še nikoli dvignil roke, pa priješ ti prej ne veš, tako da pač to je bilo zelo dobro premišljeno, ampak spet to je bil ena forma, ki smo pač mi vzeli, mislim, da nismo neki dosti še pol pač spremenili, no. Je pa res, da iskanje konsenza je
lahko dobra, lahko slaba stvar, ker v primeru, če jaz in ti iščeva konsens, ga prej najdeva, kot če je še nekdo in če je še nekdo in če je še nekdo, če je še nekdo. Večji, kot je kolektiv, manj radikalni smo lahko, lik zaradi tega, ker pač iščemo več konsenza. To je bila ena od slabših točk za moje pojme v Indiji, ampak je pa res, da morda sem jaz imel drugačne poglede, kot ga imel nekdo drugi. Ker na koncu je bilo pač v redu, da smo pač v marsikaterih primerih našli neko ravnotežje. Ne? In se pravičujem, če nadaljujem, ker se vprašali pač, kako je bilo organizirano, pač ja, skupščina je bil kot pač nek centralni organ odločanja, ampak pol pa so bile različne sekcije, pač so bile neke delovne skupine, ki so se ukvarjali pač z popravljanjem in širjenjem našega prostora ali pa kjerkoli, pač fizična dela. Ne? Pol je bila ena pač politična frakcija, pa je bila medijska frakcija, ne vem, morda je bila še kakšna, zdaj se ne spomnim, ampak pač ja, to vse pač... Menda. Kako? Programska. Programska, ja, to pač programska je bila tudi ključna, to je bilo... Pač program, ki se je tam izvajal, je tudi to smo hitro se zavedli, da se rabimo tudi tle pač organizirati. In v enem trenutku, meni se zdi, da ne vem, ali bil to 1. marec ali 2. marec obstoja, meni se je bil to že 1. marec, ali maj, se ne spomnim teh pač mesecev, ker nekaj smo ugotovili, ok, pač mi imamo, mesec ima 31 dni in mi imamo 28 dogodkov, ne. In pač je bilo too much. In pol dejansko smo se mi začeli omejevati, da ok, naredimo 2 večja koncerta, dogodka na mesec, 4 manjše, toliko filmskih teh, pač mi smo, štekaš, nam se zgodi to, da pač je program prevelik, da lahko en kolektiv ga pač handla, ne. In to je bilo meni tudi ful fascinantno, ker nekaj se zavedaš, no, ok, mi pač se moramo pač kontrolirati, našo kreativnost moramo pač začeti jo malo mirkati, ne. Ja, to je lepa stvar. Ja, lej, pač ne. Tako, in koliko časa so te skupščine trajale? Ogromno. Kristus, to je bilo, lej, mislim tudi na začetku. Ja, lej, to lahko so bile po 5-6 ur lahko, veš, mislim, gremo že pol enkrat smo se zavedali, da smo bili v to nekaj, računaj, da prvo so bile skupščine na 2-3 tedne, pol, moraš ti vedeti, da zelo hitro smo bili mi že pač napadeni od odzunaj, od slabe banke in tako naprej in spet to je pač zahtevalo bistveno več organizacije in se mi zdi, da pač skupščine načeloma so bile pol vsako nedeljo in smo jih pač probali tudi omejiti na 1 uro proti koncu, ker to te veš, non-stop to te izčrpa, ne. In ja, 1-3 pač ure grejo takoj, ne veš, vsak hoče nekaj povedati, tudi pač hitro dobimo pač ta problem, da se dosti govori, pa malo se pač pove bistva, ampak ja, no, zato imaš tudi pač moderatorje, skupščine in tako naprej. Tako da ja, skupščine so znali biti kar dolge, naporne, vem, da ja, pač je bilo eno obdobje, ki je bilo pač v naves too much, no, ampak ja, vsaka stvar je bila pomembna, tako da se mi zdi, da to je bila neka dinamika, ki smo se tudi mi zavedali in ampak ja, ko se moramo pogovarjati, nekaj stvari smo se pogovarjali. Ti pravim, pač je... Del procesa. Ja, je proces, je počasen proces, ne, valjda, ne, če bi pač samo glasovali, pač super, lahko v 15 minutah imamo 6 točk in vsak glasuje in pač gremo naprej, ne. Ampak pač mi tega lih nismo hoteli, ne, pač namensko nismo hoteli tega. In kaj na skupščinah so bili torej vsi, ki so bili aktivni v Indiji ali kako? Koliko je bilo, koliko ljudi je sodelovalo v Indiji oziroma? Skupščina je delovala, se mi zdi, da imela tako 2 ključne zadeve. Eno je bilo pač to neko interno dogovarjanje in pač organiziranje, drugo pa je bila skupščina tudi orodje, kjer so mi sprejeli nove ljudi in nove projekte. Torej, če si ti prišla v Indijo in si hotela, jaz bi pač imela oddajo Megafon pač v eno teh placov, bi prvo mogla priti pač na skupščino, pač predstaviti kolektivu in pol bi pač mi našli nekaj rešitev, kako bi pač lahko ti izvajala to dejavnost. To je pač skupščina istočasno delovala na nek način kot ta neka vrata, ki so pač odpirala, ker predvsem je bilo pomembno, da tudi tebi razložimo, kako funkcionira ustvarjalna platforma Indije, ne. Tako da, ja, to so bile pač dve točki in ponavadi
ljudje zunanji so bili vedno prvi na vrsti, ker pač predstavljali se, da bi ti pač 4 ure bila tam in poslušala, kaj bomo zdaj naredili z, ne vem, to žico tlele, ki je, znaš, ne, pač take zadeve. No, pač kdaj morda ljudem, ki so bili zunanji, tako, kaj ste pogovarjali? In torej, koliko je bilo teh notranjih in zunanjih, kateri, Okay. torej te notranji so bili tisti bolj aktivni? Jaz sem Ali vedno stalno? razumel kolektiv na nek notranji krog, ki je bil zelo aktiven, to je pač na neki dnevni bazi aktiven, oziroma pač imel mesečno dogodke in so bili pač prisotni konstantno. Zdaj pač jaz mislim, da to bila cifra tako med 20 in 30 ljudi. Vem pa, da mailing lista za ljudmi, na katere smo jo računali, ko smo delali dogodke, pa se mi da je bilo tako proti 80 ljudi. Morda v nekem trenutku tudi pač 100 ljudi, ki je bilo pač na tej, se ne spomnim, ko se je reklo tej listi, ampak pač ja, neka efektivna lista za delati pač stvari, več se je pač poslalo tabela, kdo hoče kaj delati, ovo ono in se je folk pač prijavil, ne. Tako da ja, jaz mislim, kolektiv bil zelo širok, jaz nisem nikoli pričakoval, da bo tako velik kolektiv. In skupščine pač ti pravim odvisno od obdobja, pač verjetno na vrhuncu. Meni se da prva skupščina je bila nad 40 ljudi. Neformalna, in to preko SMS-ov, preko iz ust do ust. Takrat še ni bilo mailing liste, ne. Sicer pač dosti ljudi pač pride in gre, ne. Koliko ljudi se obrne, pa to pa nimamo neke statistike, oziroma zdaj z glave ti ne bi znal povedati, no. Kakšne vse dejavnosti ste izvajali? Ja, pač kakšne dejavnosti. Program je bil zelo širok, Ja, ne? zdaj lahko pač naštevamo, no, ampak se mi zdi, da to V bistvu dokaj logično, no, pač ja. koncerti, to je, gremo reči, nek kulturno-glasbeni, do pač nek političen program, do, jaz mislim, da pač tudi program, samo to, da je pač prostor odprt in da ljudje pač pridejo in se sproščeno držijo, je tudi pač del programa za moje pojme. Ma gledaj, res pač delo, so neke številke, po mojem boš te številke dobila, ko boš pač zaključevala to oddajo, no. Ja, nekje sem prebrala Ja. preko skoraj 300 dogodkov Ja. na leto, skoraj Ja. pač vsak dan v letu, no. No, mislim nekaj tako. Meni se je bilo 300 dogodkov pač v celem obstoju teh 2 letih in pol, no. Ampak ti pravim, to je bilo od koncertov vseh žanrov, ki si lahko izmisliš, do pač vseh Delavnic različnih, sem nekje od brala. delavnic do več pol so bile pač različni kolektivi, ki so pač od poezije, pa ne vem, tudi pač neke politične dejavnosti so bile, to je pač, imeli smo pa, tako se mi zdi, kar močnih trenutkov, ko so se sindikalisti izbrali in tako naprej. Znaš, pač to bi res prostor, ki pač se je lahko neka kritična masa zbirala in normalno nekdo, ki hoče biti kritičen, je ta prostor naš kot neutralnega, ne. Ne vem, če smo kdaj imeli kakšne politične stranke, oziroma to smo ponavadi vedno zavračali, ampak to se mi zdelo pomembno. Zdelo se mi tudi pomembno tej dogodki, ki so bili namenjeni neki širši javnosti, da bi razumela pač prostor. To smo se zelo trudili pač se odpreti širši javnosti, oziroma pač neki lokalni skupnosti, ne. Je bilo težko, ker še zmeraj, pač kakorkoli stavba zgleda grozna, ljudje so polni predsodkov, kaj je to, in tudi se moraš zavedati, da tam pač več ali manj so odvisniki našli svoj varen pač pristan na koncu, ne. Tako da pač smo se soočili dostikrat z tem. Sicer smo to zelo dobro na nek način, so se neki negativni komentarji, ki so se pač pojavili na spletu, na koncu zelo šli čisto na drugo stran, nekaj zelo pozitivnega. Vedno boš imel pač, kaj če ti jaz pridem v tvojo dnevno sobo in takšne zadeve, ne, kot tam so samo narkomani. To se spomnim, jaz prosto ne bom nikoli pozabil regional Obala, ki je zelo negativno poročal o Inde, pač seveda, ker je pač financiran s strani občin in tako naprej, ne. Tudi pač so uporabljali slike, brez da bi nas vprašali in tako naprej. Ampak vse vemo, kakšen medij je pač regional Obala, ne. Na začetku je bilo polno negativnih komentarjev in pol proti koncu pač je bilo vedno več pozitivnih komentarjev. Jaz se prav spomnim, oni so za nalašč uporabljali slike od začetka, ko je bilo vse vsuto, pač res grozen, pač ta, ne vem, kdo bil urednik takrat, ampak pač ta oseba pač res
zelo slabo je pač pristopila do te zgodbe, oziroma pač se je videlo, da je na nek način politično vpeta v to in pač res na začetku pač so bili zelo negativni komentarji, ampak pol, ko imaš neke dobre komentarje na regionalno obale, pač veš, da delaš nekaj dobrega, tako da pač res kateri te koli ljudje, ki so pač zelo želeli sabotirati Inde, tako pač Jim ni uspelo. jim ni uspelo, tako da ja, No, ne bom lepo. nesramen. Tega je bilo ogromno. Imeli smo 200 dogodkov na leto, kar je ful, Ogromno. še posebej, če vemo, da je to bilo na neki prostovoljni bazi. Mislim, za vikende so bili ponovadi neki koncerti, neki glasbeni dogodki. V ponedeljkih smo imeli te družabne večere, torej se je igralo te družabne igre, plus to je en čas, v ponedeljkih so bili projekcije dokumentarnih filmov. V torek smo tudi nekaj imeli, no se ne spomnim več kaj. V sredo so bile solidarne srede ponovadi, mislim, vmes so bili še ta nek program, ki je prihajal sproti. V četrtkih so bili filmski večeri, in potem smo že na vikendu. V nedeljah so bile skupščine. Na skupščinah ste planirali naprej program za Ja, naslednji mislim, teden? Ali... kaj sem prej pozabil pri organizaciji omeniti, mi smo bili tudi do neke mere zbirokratizirani. Aha, Smo imeli dejansko obrazce za izpolnjevati. obrazce za... Ja, ne vem, za izvedbo dogodkov, ne, ti si mogel izpolnjevati pogoje, če si hotel izvesti. Ampak to je tudi prišlo sproti z razvojem, ker pač da se ne obremenjuje ene in iste ljudi, in da vemo, da organizator, ponavadi je bil en organizator, en pobudnik, ima pokrito vse neke standarde, ki smo jih zahtevali. Katera bi bila ta glavna načela delovanja ustvarjalne platforme Inde? To smo jih zapisali v manifest. Ne. Zdaj je mogoče malo nerodno, da jih ne vem na pamet. Aha, to je svoj manifest ste napisali. Ja, ko smo šli javno, smo napisali manifest, zakaj se zavzemamo in zakaj smo tam. No. Kdaj ste pa šli javno? Javno smo šli leta 2015, 4-dnevni dogodek za 8. februarja, Dan kulture. Kaj vse je potekalo? Načela. Mislim, eno od načel je bila sigurno solidarnost, enakopravnost. Pač vsa ta dobra načela, brez diskriminacije, brez seksizmov, brez homofobije, brez ksenofobije. Tako da ja, zdaj bi nam rekli, da smo levi ekstremisti. Ja, zato ker pač nočemo siliti sovraštva in si želimo, da se vsi razumejo in da imajo vsi nekako iste pogoje. Torej, Ampak ja, to je zdaj že ideologija. No. je platforma Inde bila neko politična platforma ali v bistvu ne? Jaz bi si želel, da ja, ampak dejansko ni bila, ne. Ne, pol je bila bolj ustvarjalna platforma, torej si lahko ustvarjal neke dogodke in samega sebe, no, se je bilo tudi dosti te neke osebne rasti, no, se mislim, da to je bil en glavnih in boljših plati te ustvarjalne platforme. Ni bila politična platforma, mislim, jaz bi si želel, da bi bila, ampak zdaj jaz vem, da ta beseda politika, politično je ful demonizirano, ker smo živimo v obdobju antipolitike in vladajoče strukture in strankokracija si želi, da se ljudje čim manj ukvarjajo politiko, da prepustimo njim, ne. Ker ne, če se mi ne ukvarjamo s politiko, ona se sigurno z nami. Glavna načela, Kolektiva Inde. pač, kjer se nahajamo pač v isti uleglu antifašizma, je bilo točno to, znaš, ne. Pripravljam, mi smo naredili en manifest, ki se mi zdi, da je pač zelo dobro postavljen, in pač v tem manifestu pač je točno to pisalo, no. Mislim pač, bili smo netolerantni do netolerantnih in pač smo hoteli biti zelo odprti, na nek način, kakorkoli smo pač na neki levi sferi bili, ne, zdaj radikalno levi bi nas imel, da nekdo pač postavil, ampak pozicioniranje Indeja na nek političen kompas je tako malo nelagodno vprašanje. Nelagodno je predvsem iz tega vidika, ker
moje izkušnje po drugih skvotih, ki so bili zelo uniformni, torej pač so bili zelo anarhistični, ne, in da je pač imel ta anarhističen etos, ampak niso se vsi identificirali kot anarhisti. Dejansko pač in da je bila neka organska stvar, ki se je zgodila in je pač jedla vse pač te dobre stvari okoli in jih pač dajala v ta sistem. In pač ja, za me in da je v ozmerju bil anarhističen pač projekt. Čeprav noben si tega noče priznati, ampak iskreno pač ja, modus operandi pač je bil horizontalen in pač tipa politična pozicija pač ja, je bila jasna, ne vem, se mi zdi pač na nek način, najbolj enostavno danes, če že moramo nek ta kompas uporabiti, pač ja, smo pač bili antifašistična, neka, ko bi rekli, pač formacija z pač temi vrednotami, no, tako da, mislim, ne pač... Svoboda, enakost. Ja, vse to vsi vemo, zakaj se gre, no, mislim, se mi zdi to pač brez veze nekaj izpostavljati. Morda pač je tudi glupo pač postaviti nek kalup, pač Inde je tipa pač neka spontana organska stvar, ki pokaže, kaj prostor potrebuje in pač dokazalo se, da pač prostor potrebuje, posameznik potrebuje prostor, ki je svoboden, ki pač daje možnost biti kreativen, in pač to je to, se mi zdi, pač to je bilo neko vodilo, predvsem pač ta, da si željo, ki imaš za nekaj ustvariti, pač imaš opcijo tam narediti spet na tak način, da moraš pač ti dati tvoj input, da lahko to narediš, no. Tako da ne vem, se mi zdi tako ful zgubljanje besed, če bi hoteli se pač na nek način pozicionirati. Pač jaz predlagam, da meni je žal, da zdaj nima več te spletne strani, ki je pač ta manifest bil objavljen, ampak sem, da ta manifest je zelo uporabna stvar, tudi danes pač za delovanje posameznika in za delovanje nekega kolektiva, no. Tako da lahko še kdo uporabi, ga lahko reciklira, zelo dobrodošlo. Zdaj sem se spomnila na moje prejšnje vprašanje, če se navežemo naprej na aktivnosti in dejavnosti kolektiva, ste se povezovali tudi z drugimi državami? Ja, lokalno smo se povezovali na nivoju države, regije in tudi pač izven, ne, veš, še posebej v teh pač nekih skvoterskih scenah. Mislim, povezovali smo se na tak način tudi, da ti imaš pač bende, ki prihajajo z drugje, ti imaš goste, ki prihajajo z drugje, nekdo pač sliši za ta plac, pač pa na koncu pač to ti postane za nekoga, ki pač potuje in pač hodi v takšne place, ok, pač vidi na zemljevidu, ok, obstaja in da verjetno lahko spijemo tam, tako da ja, pač je bilo en kup nekaj sodelovanja. Res, da nikoli nismo to ful usmerili v nekaj pač, da bomo sodelovali, vedno je bilo to spontano, ne. Oziroma pač sodelovanje so bila naprimer pač Janković je hotel zrušiti rok, smo pač se povezali in pač bili tam in bili pač straža, tako famozna južna straža, kjer smo bili pač Argo in Inde ekipa, ne. Seveda tudi z Argotom smo se povezovali. To je zelo pomembna zgodba za ta prostor in mi je žal, da Inde ful večkrat dobi nek reflektorje, ne, medtem ko bi mogla Izola, ki je res zelo žalostna, kar se tiče pač mladinske kulture in prostora za mlade, pač bi mogli se tudi v Argo pogovarjati, ker to pač edini prostor, ki se je zgodil v zadnjih 15 letih, da je bil res namenjen mladim in spet, da ni bilo neke politične igre od zadnje, tako da pač ne smem nikoli pozabiti na Argo. Je zelo pomembna zgodba, predvsem za Izolo, bistveno bolj tragična kot Inde, ampak pač to so te svinjevije, ki jih država dela, ne, pač slaba banka in tako naprej, ne. In pač ne smem nikoli pozabiti, dva tovariša pač sta bila fejst premlatena strani pač policije izolske, ne. Ja, pač so končali v bolnici in to, šla sta pa samo po vodo. Maja. Ja, lej, pač to je ta realnost. Gremo biti realni, noben si ne želi imeti pač prostorove, ki pač se ustvarja neka kritična misel, ne. Tako se ni želel Popovič, kot se niso želeli v Izoli, razumeš, ne. Občina nas je pač ignorirali, mi nismo obstali, pač to bila tudi ena od izjav pač Borisa Popoviča, pač vi ste neformalni, vi ne obstajate, to ni nič, nimate programe, razumeš, ne. Pač, ampak to se moramo zavedati, vedno te prostori bi bili napadeni strani pač tistim, ki nam vladajo, ne. Rajši imaš pač nek... Ker so avtonomni.
Točno to, ne. Reč imaš pač nek prostor, ali CMK pač ima nek budžet in pač mladi se zabavajo ovo ono, ne. Noben noče imeti pač kritičnega, mislečega posameznika Ki ga ne v more svojem prostoru. kontrolirati. Točno to, ne. In zato pač in da je bila ta konglomeracija pač teh posameznikov, nekih ljudi, ki sploh nisem vedel, da obstajajo in da jih to zanima, ne. Pač to je meni najlepša stvar, ne. Pač meni osebno, kot pač si jaz razlagam Inde in tu pač večkrat to povem javno, kakorkoli, pač ne me rečem, ko imam takšne pili, kot sem jih pač ti zdaj ponudila, ne. Pač Inde je bil ena stvar, ki je zapolnila eno vrzel, kreativno vrzel pač v tem prostoru, ki mi jo nismo videli do takrat. Ko se je Inde zgodil, smo jo napolnili, smo jo vizualizirali in pol, ko se je Inde nehal obstajati, jo zdaj vidimo. Pač ta vrzel kreativno pač je še zmeraj v našem prostoru, ne, ki jo pač ne moramo zafilati, ker pač nimamo več prostora, nimamo več mehanizmov, nimamo več tega kolektiva. Mislim, ne tega kolektiva kot Inde, ti pravim kot te ideje. Ne. Pač Kot tega mi orodja, nimamo. ko si prej rekel. Kako? Kot orodja, ko si prej Tako, rekel, ne. ja, nimamo več Da pač lahko tega nek- orodja, ne. Mislim, to orodje pa je v vseh nas notri, ne, noben ti ga ne da, ne. Tako da, če se vrnemo čisto na začetek, ne, pač kaj je ta nuja, ne. Očitno, da nimamo dovolj te nuje. Oziroma pač, ja, ne, kot da ti povem, no, jaz pogrešam kakšen prostor, ki bi se pač lahko bolj spontano družil, ne, in bil pač spet kreativen, da ne rabim dovoljenja od občine, da ne rabim to, da ne rabim financiranja, ovo, ono. Ne smemo tudi pozabiti, to niso se še dotaknili, ampak se mi zdi ključno, ko si spraševala, kako je bil pač Inde organiziran. Inde se je samo financiral z prostovoljnimi prispevki. In to je bilo pač zelo dobro organizirano. Mislim, mi tudi bendi, ko so prihajali, mi smo pač zelo dobro plačali. Jaz vem, da kot sem pač hodil isto po skvotih igrati, pač mi smo tako pač dali bistveno več, kot pač nek povprečen skvoti lahko dal, ker pač obisk je bil zmeraj dober, polno ljudi, kjerkoli smo delali, pač bilo dosti ljudi, ne. Marsikdo pač prišel nas zato, ker se je prišel družiti, program ga ni zanimal, je pa pol lahko videl nekaj, kar ga je navdušilo, ne. To je pač to bil ta plus tega odprtega prostora, ki je na nek način marsikoga oblikoval, marsikoga pač povezal in pač ja, nam pustil pač nek pečat bodisi v nas samih, kot pač v prostoru. Ker če pogledaš, ti se zdaj pogovarjaš z mano o eni zgodbi, ki je dejansko 10 let nazaj začela. Znaš, mi se še zmeraj pogovarjamo o tem, ne. Oktober bo 10 let, odkar je začela zasedba Indeja in februar bo pač 10 let, odkar smo šli pač javno, ne. Mogoče lahko to navežem na to vprašanje, kakšen je po tvoje imela ta platforma Inde, kaj je pomenila za mlade? Kakšen pomen je imela za mlade in za skupnost? Ma jaz ti bom tako povedal, pač je bilo več kot samo za mlade. Moja mama je hodila v Inde in pač pomen je to, da so ljudje lahko pač konzumirali drugačno kulturo. Lahko so konzumirali kulturo, neko samoniklo kulturo, ki se pač samo organizirala iz neke nuje, ker ok, mene zanima ta band, ne, mene zanima narediti to delavnico. Jaz bi pač naučil ljudi delati to, ne, in ker so pač posameznik, noben je bil vezan, imamo je razpis, 15 evrov imamo narediti in zdaj bo naredili neko multimedia, virtual, ne vem kaj, znaš, koga boli za to je, znaš, ne. Pač Inde je bil ono, ker so mi res hoteli. Smo se hoteli organizirati na tak način, smo hoteli pač imeti vrtičke, urbane, ne vem kaj, smo hoteli to, smo hoteli ono, smo hoteli skatepark, so nam vzeli skatepark, smo naredili skatepark, znaš, pač to je, ker marsikomu zgleda nevarno, ker pač dejansko posameznik in kolektiv naredi tisto, kar si pač želi in kar potrebuje, ne. Na koncu nekdo, vse sama vidiš, ljudje v občini ne vejo, kaj dejansko ljudje pač potrebujejo. Morda na nekem širšem nivoju, ja, ampak jaz mislim, da vsak je posameznik, ima svoje potrebe in pač vsak nek kolektiven duh ima pač svoje potrebe. Jaz mislim, da pač organi, ki nam vladajo, funkcionirajo na drugačen način. Predvsem na to, da njihove potrebe, ki so
večini pač, mislim ne v večini, so ekskluzivno nekega vidika, kako pač agregirati kapital v njihove roke. Komercialno, ja. Komercialno, ma ne, pač več kot komercialno, ne. Pač govorim pač neke agregacije kapitala, pač v posameznih rokah, pač Koper je pač odličen primer za to, ne. S kakšnimi izzivi ste se soočali? Kateri so bili najbolj, ja, v bistvu, največji izzivi? Meni se zdi, da največji izziv na splošno v življenju so medosebni odnosi, ne. Torej, to je bil zagotovo en ključnih izzivov. Sicer smo se dobro razumeli, seveda je prihajalo do konfliktov, še posebej na koncu, ampak to obdobje, ker je bilo to plodovito obdobje ustvarjanja, odnosi so bili v redu, no, mislim, pač ni bil kumbaya, peace and lovely, ampak no, smo imeli toliko dostojnosti in toliko uvida en do drugega, da smo stremeli za ta nek skupni cilj in pač so vsi imeli dobro. Ker je kar težko povezovati kot toliko ljudi, v bistvu. Ja, je kar naporno in kar te izčrpa, ja. Tako da ja, te odnosi so bili, mislim, to je bil ključen izziv, no. Drugi izzivi pa so bili vezani na samo sanacijo prostora, ne. Ampak ja, spet z zidovi se je lažje ukvarjati kot z ljudmi. Tako da ja, smo mogli krpati pač zapuščenost 15-letno, torej puščalo skoraj povsod, torej pač smo betonirali, dajali premaze, napeljavo električno vlekli, kaj je bilo tako, no, sanacija, pol izziv je bil, kako se vzpostaviti kot nekaj legitimnega, ker smo vedeli, da nismo legalni, no. To nam je tudi kar dobro uspevalo. Kako ste to poskušali? Ja, predvsem z ustvarjanjem neke pozitivne javne podobe, s tem, da mislim, da javna podoba je bila nekje pol mesta, govorimo širše skupnosti, ne. Nas je podpirala pol spet itak. So bili smešni komentarji, ne, na teh socialnih mrežih, tipo, kaj zdaj bojo še prišli moje stanovanje zasest. Ampak dobro, okej, mislim, to vidiš, da človek ne razume dosti, o čem se gre in zakaj se gre. Tako da to me je bolj zabavalo, kot bilo kaj drugega. Tako da ja, no, v primerjavi tudi z institucijami smo se probali vzpostaviti kot legitimni, v primerjavi z zakonom, z represivnimi organi. Tako, no, se mislim, da nam je uspevalo to. In kakšno vlogo je igrala Mestna občina Koper? Nikakršne, kaj ko ponavadi. Ste se probali kaj povezovati? Ne, to je pač bilo privat zemljišče. Povezovati z Mestno občino Koper, ja, vsi smo povezani že cel čas, ampak pač oni ne morejo, ker ne vem točno zakaj, no. Ne, pač njih ni brigalo, mislim, mogoče mi je bilo še boljše, ker je bilo manj degradirano to območje, ker če ne, oni so težili stečajni upraviteljici, da zaščiti in zavaruje to območje, ker to območje je bilo predvsem znano kot totalna črna pika v Kopru, degradirano in polno odvisnikov od prepovedanih drog, ne, in tudi samih brezdomnih, ki so tam bili v neprimernih pogojih totalno. Tako da ne, z Mestno občino Koper ni bilo neke komunikacije, ni bilo niti potrebe, niti ne vem, kaj bi od njih hoteli, ker itak nikoli nam niso neki zares prišli nasproti. Kvečemu so nas ponovadi bolj izrabili in izključili. Najtežji izzivi so bili vedno pač odnosi med kolektivom, ne, pač lepota Indeja je bila ta Mauričnost, toliko različnih ljudi, znaš, pač eni smo hoteli pač biti ful politični in eni so pač hoteli samo pač piti in pipati jointe, znaš, in vse vmes, ne. Tako da ta lepota Indije, ta Mauričnost kolektiva je bila tudi pač konfliktna stvar, ne. In to po mojem je bil največji izziv, pač ta iskanje tega konsensa in pač teh zadev, ne. Aha, tako ste reševali te izzive? Ja, v bistvu, mislim, z debatami? ja, na skupščinah ponavadi, to je pač najbolj prav, ne. Normalno se dogaja pač neke frakcije, znaš, mi govorimo pač o kolektivu, ki ti pravim, imel nad 100 ljudi, znaš, normalno pač, da so neke pač različne ideje in pač pristopi, ne. Spet čisto vrnem nazaj, zato pač na nek način konsens ni najboljša
prva opcija pri nekem Tako odločanju, velikih. ne? Ampak je najbolj optimalna, kakorkoli. Drugi izzivi pa so bili, mislim, to so bili te bolj materialni izzivi, pa so bili vedno na nek način meni zabavni, ker naprimer pač smo rabili večji prostor in smo se organizirali in smo nekaj delali. Pač te delovne akcije so bile najlepša stvar, ne. Pač problem, ki je bil, gremo reči, materialne narave, je bil tudi najbolj enostavno za ga rešiti. Mislim, enostavno za ga rešiti. Ene stvari so bile enostavne, ene ne. Na nek način pač mi so hoteli nekaj renovirati, streho, okna, ne vem kaj vse, znaš, imeli smo nek budget, ja, veš, pač to ni bilo enostavno, ne. Še na nekem objektu, ki je na pol razpada, ne. Bili smo brez elektrike, bili smo brez vode, pa en kup takšnih stvari tam, to ni bil nikoli pač, je bil problem, na katerega smo vedno imeli rešitev, ampak pač proces iskanja te rešitve pač je bil vedno tak nek sladek spomin, imam, no, veš, enako bomo to rešili, kao ne. Tako da ja. Ste se naučili veliko stvari. Jaz sem se po mojem največ naučil interakcije z ljudmi in pač kakšen odnos imam do drugih ljudi in do kolektiva. To po mojem, marsikoga pač to naučilo, no. Bolj to, ko, mislim, na koncu marsikdo se naučil organizirati stvari. Več pač neki par posameznikov nas je bilo, ki smo pač imeli izkušnje že od prej, ne, od tipa nekaj ljudi pač je bilo aktivnih pač v MKC-ju, eni pač v Ljubljani, od različnih kolektivih ono, ne. Ampak pol nekdo pač prišel, da bi delal koncert, ne, ko se to naredi, pa ja, ti bomo pokazali, ne. In pač en kup ljudi se je kultiviralo preko tega, na neformalen način, brez sredstev. Ja. Evropske unije, ali občine, znaš, ne? Vse sami. Ja, vse sami, ne? Ja. To je sigurno ena lepa popotnica za naprej, ja, izkušenj. Ja, mislim, čeprav ne. Ker dejansko odnosi tako, človeški so... Ja. Jaz mislim, da nekdo, pač, bom rekel, da pravi ljudi, ki pač imeli izkušnje v Indiji, je tudi pač dobila kakšno pač službo zaradi tega, ker pač okej, ti si sposobno organizirati nekaj koncerta, nekem prostoru, ker pač imajo si kdo pač velikostni šans, da naredim kaj tlele, ne. Tako da pač to bile, mislim, imajo si kdo se pač naučil, ti pravim, od organiziranja stvari do pač kako delovati v kolektivu, pa tudi, ne vem, pač kako iz semena vzkliti rastlino, ne. Ja. Mislim, da ne bi kdo mislil, pač ne. So imeli neke te pač izmenjave sadik in tak zadev. Sadik pač legalnih, seveda. In kaj bi po tvoje pomenilo biti Indijec ali Indijevka, ali kako, če sem sploh to prav povedala? Predvsem nekdo, ki je svobodnega duha in pripravljen vedno priskočiti za dobrobit skupnosti. In je bilo veliko takih ljudi? Ja, ogromno. Skoraj vsi. Mislim, večina. Če lahko izpostavim še par stvari. Mislim, dobra plat tega, mislim, zdaj bom malo analize naredil. To je bilo v obdobju 2014, ta gospodarska kriza se še vedno poznala. Nosilna generacija, mislim, da to je zdaj ful široko, je bila med 20 in 40 let, ampak dosti je bilo takih, ki so nosili to največje breme, je ravno kar zaključilo fakultete, prišlo do diplom, dosti se jih je vrnilo iz Ljubljane in takrat še ni bilo nekih dosti služb na razpolago, da bi se človek lahko zaposlil ali imel normalne delovne pogoje, tako da so ljudje pač niso vedeli, ta generacija, ki je diplomirala, kaj bi sama sabo, in ostali, ki nismo diplomirali nikoli še zaenkrat. Tako da oni trenutek jim je v smislu nekako tisti čas in tudi jih je rešil nekega brezupja in brez perspektive. Ker mi smo ta generacija, ki je končala srednjo šolo leta 2008. Mi smo šli skozi to krizo in to depresijo in brezperspektivnost, tako kot mladi ljudje. In pač kar se je zgodilo pol to v Indiji in kar donosi ful dodano vrednost, je to, da se je začel tam zbirati ta nek socialni kapital, se reče v tem kapitalističnem žargonu, ne, ker treba vse kapitalizirati. Torej, vezi si dobival, ne, spoznaval si ljudi.
Vse mrežu. Se mrežu, ja, to je bolj politično korekten izraz. Se mrežu in to je bila ena zadeva. Druga zadeva pa si tu pridobival ful enih veščin in znanja, ki ti institucionalno izobraževanje vsekakor ne more dati. Torej, učili smo se eno od drugega, torej ljudje so se naučili, kako se zmeša beton, kako se, ne vem, poveže elektriko, v smislu naredi šteker. Tako, in žarnico, kako se priklopi, in te zadeve, kako se upravlja z agregatom. Pol so bile tudi te mehke veščine, kako se sploh ima en sestanek, da je konstruktiven, da je usmerjen. Te skupščine so trajale 2-3 ure, bilo se je ful enih stvari za zmeniti in je bila potrebna ful ene discipline in ene konciznosti in konkretnosti, ne, da se je pač to prišlo nekaj smiselnega. Nisi mogel kar en čez drugega nekaj pametovati in govoriti 3 krasne. Kako ste to izvajali? Ima dobro, so posebne tehnike tega, no, se pač skupščine imajo svoja pravila. Spet to ni odkrivanje tople vode, tako da no, vse je šlo. Smo imeli tudi moderatorje in pač to neko predvsem upoštevanje in spoštovanje je moglo biti prisotno. Pol, ne vem, mi v medijskih skupini smo se tudi ful enih medijskih stvari naučili, od same komunikacije do oblikovanja, Tako da dosti teh, ki so imeli neko nosilno vlogo v ustvarjalni platformi Inde, ima zdaj kar v redu pozicije in mislim dobre službe oziroma službe, s katerimi so zadovoljni. Je bila neka popotnica za naprej. Ja, absolutno. Mislim, to je kar postala močna referenca na koncu. Še posebej v tem nekem novodobnih službah, kreativnih. Ma tudi pol v življenju dosti boljše znajdeš v nekih določenih situacijah, ne, ki si ful bolj upremljen s to izkušnjo. In še vedno dosti ljudi, ki smo takrat delovali, pravijo, da to so jim bila najlepša leta v svojem življenju. Tako enostavno, za priti v Inde si mogel imeti en svoj karakter. Ja. Ne, nisi se mogel kar pustiti zdaj potolčiti, čim ni nekdo ti kontriral, ker smo si kontrirali. Ampak tu je bila tudi ta veščina argumentacije in debate, ki je zelo pomembna tudi dan danes. Tako da ja, nisi smel zdaj biti neka snežinka. Takoj odnehati. Ali pa si to vzeti ful osebno, ali pa ne vem kaj, ne. Ker danes v tem individualizmu si jemljemo ful enih stvari osebno, čeprav niso osebne. Ampak so pač, bi jaz rekel, politične, ampak ok, mogoče zdaj že malo pretiramo. Tako da ja, no, dosti ljudi se je angažiralo in pol ljudje smo imeli različne interese, katero skupini se priključiti, no, saj ni bil vedno, da pač saj je bil problem, da pol so vedno eni in isti delali, ne, saj pol se je spodbujalo tudi drugi, da delajo in tako, no. Zdaj, sanacijska ekipa je imela zelo jasno, ne, kako izvesti stvari. Bolj tehnično, ja. Ja, pač za zamakanje, kako ustaviti zamakanje, ker so bili žlebovi to uničeni, pač so se posvetovali, so naredili malo raziskave, katero je najboljše izolacijsko sredstvo in katero je najbolj dostopno. In to ste pol vse sami financirali, šli v nabavo in popravljali sami. Ja, to je nepredstavljivo. Za neko družbeni prostor voden strani institucije, ne, ker moraš vedno imeti nekoga zunanjega. Kar v nekem konceptu ekonomije to je smiselno. Ampak ja, ti pa ne da mlademu človeku tega znanja, ki smo ga mi dobili tam. Tako da ja, ne vem, zdaj jaz nisem bil del sanacijske ekipe, upam, da boš gostila koga iz te ekipe. Jaz sem bil bolj v medijski skupini prisoten in v politični, of course, seveda. Tako da v medijski smo upravljali spletno stranjo, ki je imela ful dober obisk, kjer smo imeli gor cel fotoarhiv. To mailing listo smo imeli, ker smo tudi redno pošiljali te obvestilnike oziroma novičnike. Izdajali smo publikacijo, ki se mu je rekel Počasnik, ki smo bili tudi počasni. Ampak v tem svetu, kjer je vse hitro in vse vsak dan hitrejše, biti počasen je kar že držal odpora. Ja, neko sporočilo. Ja. Ampak dobro, ok. Kakšne vsebine ste pisali v tem časniku?
Razno razne, no. Mislim, smo imeli intervjuje, da smo Mladena, takrat je že revistov gostili, Erika Valenčiča smo gostili, še enega radikalnega levičarja, ekstremista. Malo se šalim, ker pač je bizarno to vse skupaj. O Ne spomnim dogajanju v se te- družbi oziroma o dogodkih v Indiji, tako Vse nasplošno. oboje. Mislim, po možnosti smo se držali bolj nekih lokalnih tem, ne. Tako da ja. To in pol se je tam začela razvijati tudi ta ideja radija, Radio Nor. ja, neodvisni obalni radio, ki se še vedno razvija. Tako da ja, mislim, ta medijska, ja, smo ugotovili tudi, da takrat se je na nas tudi dosti drugih organizacij obračalo. Torej smo bili neka referenčna točka, torej smo nudili tudi prostore drugim in tudi pomoč za izvedbo nekih stvari. Ja, In prostore, verjetno. prostore tudi, ja. Tako da pol so, mislim, da dekleta, mislim, ne vem, če je bil kakšen fant zraven, da nam krivico napisala tudi po koncu Indija zelo izčrpno poročilo in analizo delovanja, ki obsega tipo 150 strani. Tako da not je vse zabeleženo. In ker smo bili toliko raztreseni na koncu samega Indija, nam je nekdo ukradel domeno, ker smo jo pozabili podaljšati in se je ta spletna stran sesula. In jaz upam, da letos, glede na to, da je obletnica 10-letno, uspemo vzpostaviti spet neko spletno mesto, kjer bo ves ta arhiv dostopen, ker še vedno imamo ves ta arhiv vseh teh dogodkov. Zdaj, ja, za vključevanje v same skupine pa je bila dovolj željena. Kako je pa ta politična skupnost delovala? Skupina? Skupina, pardon. Ja, mislim, smo se vključevali tudi na neke druge fronte, na neka druga vprašanja, aktivistična se temu reče, brez navednic, aktivistična, ker tudi druge organizacije, ma ne samo tu lokalno, iz cele Evrope dejansko, so nam pisale oziroma smo se vključevali nekako v te neke pobude. Imeli smo prvi zbirni center za potrebščine za migrante, za ta tako imenovani migrantski val, ki se je zgodil v 2015, ki smo bili vsi prestrašeni, ker nismo vedeli, kaj nam to prinaša in ene gruče ljudi zdaj hodijo sem, ojoj, kaj bo zdaj z nami, ampak meni to je bilo strah, priznam. Ampak dobro, da so spet ženske seveda, jih pa ni bilo strah, so imeli bolj to sočutno noto in so rekli, ok, tem ljudem moramo zdaj nekako pomagati. In smo prvi vzpostavili zbirni center, no, kar je bilo kar velik zalogaj. Mislim, da Anuša in Blanka sta takrat to prve vzpostavili, kar je bil kar velik zalogaj, ampak je bil kar tudi dober solidarnostni odziv, tega materijala se je nabralo. Vse je polje to počasi tudi prevzel Rdeči križ, ne, hvala Bogu. Ne, ker je pač nekaj dejansko nevladna organizacija, ampak precej institucionalizirana, ki je strokovna in ki ima kapacitete za to urejati na tem področju. No. Ja, no, politična je predvsem šla skozi neke vidike moralno-politične, etične, ideološke, kaj to pomeni za samo skupnost Indije. In potem smo to predstavili na skupščini in potem se je tam odločilo. Mislim, pa tudi malo smo raziskovali ozadja, udeležence, tako da mogoče bila tudi malo tajna skupina za mene, streljam to zdaj že vladil. Ne, potem smo se odločili, če podpremo ali pa ne podpremo zadevo oziroma kako jo podpremo. No. Aha, okej. In potem še zadnja skupina. Programska. Aha, to ste pa odločili o... O samem programu se je odločalo. Res je prihajalo ful enih pobud, oziroma ljudje so tudi na skupščine prihajali predstavljati te ideje. Programska je skrbela za koordiniranje programa, 200 dogodkov na leto. Jaz ne vem, če si ljudje uspejo to predstavljati, po moje, ja. Ker leto ima 365 dni, torej mi 3
več kot polovico leta so bili dogodki. In to je kar organizacijski zalogaj. Ja. In pač to treba koordinirati in upravljati s tem, tako da ja, je skrbela za to koordinacijo. Mogoče je imela še najmanj operativnega kadra, ker pač je tudi temeljilo na samih organizatorjih, ne, oziroma na ekipi organizatorjev. To, ko ste določili posameznega organizatorja, ki je potem Ne, vodil ni, posameznega organizatorja se ni določila, sam se je javil. Ja, seveda. Ne. Drugače pa ja, eno od načel je bilo to, da pač je prostor odprt tudi za manj finančno zmožne ljudi. Tako da nismo imeli vstopnine, pač smo probali nekako agitirati ljudi, da pustijo denar, ker se denar je pomemben oziroma sredstva finančna, da smo lahko sanirali in vse skupaj ustvarjali in tudi sam šank ni imel cen, kar se čuje super bizarno. Vse nismo puščali, da ljudje to izkoriščajo, ker eni znajo to izkoriščati. Ampak smo probali dopovedati za pivo, ne vem, pusti vsaj 2 evra. Vsi pa imeli tudi ljudje, ki so pustili 40 evrov za eno pivo, ker se jim zdelo to, pač ker so bili finančno zmožni in ni bilo težko in so razumeli, zakaj je to pomembno, no. Tako da ja, da smo smeli fajn. Je pa imel tudi ustvarjalna platforma svoje manj blesteče Negativne plati, ja. Tako da ja, na eni točki smo se začeli samo getoizirati, kar pomeni, da smo se začeli zapirati sami vase. Posamezne skupinice? Kot sam prostor, ne. Torej smo si bili sami sebi dovolj, ne, ker smo se imeli fajn, smo se imeli super, ne, smo imeli privat klub, dejansko, ki je bil odprt za vse, ne. Tako da vse to smo tudi ugotovili preko teh analiz na skupščini, tako da smo probali tudi neke dogodke izvajati izven samega prostora. Ampak ja, no, to je bil en problem. To vas je nekako, čeprav razumem, omejevalo mogoče za rast naprej. Nikoli ni dobro se zapirati in biti sam sebi zadosten, ne. Naša misel je bila tudi precej obrnjena na skupnost in da nekaj doprinašamo samemu kraju. Ne, in če si sam sebi dovolj, pač ne rabiš druge. Ja. Ne, ni pa point, da delaš samo zase. Vsaj ne v kontekstu solidarnosti. A to se je potem nekako spremenila ker povod je bil ravno to? Ja, se je, ja. Tako da ja, no in pol eno drugih manj blestečih plati je bilo tudi vedno potrebno vzdrževati to ravnovesje med nekim hedonizmom in nekim aktivizmom in angažiranostjo, ne. Ker dosti ljudi je hodilo samo za vikende tam pač se zabavati, kar spet samo po sebi ni narobe, ampak ne more biti samo to, ker pol tudi ni nobenega zaresnega doprinosa, no. Identificirali smo se z 2 stvarmi. Eno, pač identificirali smo se za idejo, ki je pač Inde stal za njo, in drugo smo se identificirali za placom, za prostorom, ne. Sicer pač smo imeli to famozno frazo, Inde niso zidovi, so ljudje, ne, ki v bistvu pač se je izkazala, da ne drži, ker dejansko, ko nismo več imeli zidov, niti nismo več imeli kolektiva, ne. Tako da ne vem, kdo je bil pač Indejanec, kdo je bila Indejanka. Jaz mislim, kdorkoli pač je bil tam nekaj časa, mu je pač postilo ta pečat, bodi si kot nekoga, ki je pač samo konzumiral pač te zabavne trenutke, do nekoga, ki se pač politično angažiral. Ne vem, vsi smo Indejanci, tako da glej, ne vem, nikoli nisem si tega vprašanja postavil, tako da moj odgovor ni najbolj točen, no. Je že prav, tako kot je. Ja. Kaj je tebi pomenil Inde? Ne, jaz sem imel tako definitivno eno lepših izkušenj v mojem življenju. Oziroma, kaj ti pomeni? Kaj mi pomeni? Še vedno, verjetno. Meni Inde pomeni dejansko implementacijo utopije, ki se je pač zgodila v tem nekem abstraktnem času. Jaz vedno razumem ta Inde, da pač imaš to linearno premico časa in realnost in Inde se odklop od tega, ker pač greš še zmeraj, pač si hodil v službo in si imel obveznosti, ampak pač spet si lahko skočil v to neko utopično realnost. Pač
eni tako najmočnejših občutkov, ki sem jih pač jaz imel v Indiji, je bilo na kakšnih koncertih, kjer sem pač sem imel občutek, da se čas ustavi in pač gledam vse te ljudi, ki pač plešejo in se imajo fino, pač v nekem zapuščenem prostoru, nekaj, kar je pač popolnoma ilegalno in izven pač koncepta družbe in pač te sprejemljivosti, ki pač nam jo vsi hočejo vsiliti, ne, da se ljudje imajo tako lepo in so tako pač povezani. Pač to so meni najlepši momenti. Pač in to je par, kar se mi je zgodilo, ti pravim, čisto, jaz sem občutek, da se pač čas ustavim, pač bil tak nek slow motion in tako pač, no, fuck, to so mi naredili, pač, ne, to so mi naredili, ne, in pogrešam ta občutek, če me sprašuješ po tem, pač tudi če ne bom nikoli doživel tega, ampak pač pogrešam ta občutek, nek občutek zadovoljstva in ponosa in to, da ti kot posameznik imaš to moč spremeniti stvari in kolektiv je še močnejši v tem. To je, znaš, pač ta posameznost in kolektivnost je bila vedno zelo prepletena v Indiju in pač ti pravim, to jaz upam, da pač ne bomo več imeli še takšnih oddaj in debat o tem, kako je bilo, ampak kako bi lahko. Ne? Kako pač še kaj narediti. Ne? Ja, se strinjam. In kaj ti je tebi najbolj ostalo tako v spominu od Indije? Na kaj si najbolj ponosen oziroma, ja, kaj je tista najboljša stvar tega? Na kaj sem najbolj ponosen? Ne vem, nisem človek, ki bi neki zdaj delal stvari zaradi ponosa, ne. Pa se ne v tem smislu. Ma vem, da ne v smislu. Zdaj sem zgubil nit. Mislim, ponosen sem pač, ja, to sem hotel reči, pač zdaj dosti krat jaz dajem intervjuje, ne, in zato, ne, vedno mene prvega kličejo. Ni to nekaj, na kar sem ponosen, malo mi že gre na živce, ker je bilo ful enih ljudi. Tako da ja, ali smo jaz ali je Luka ponavadi. S tem, da res, da nam ven gre dobro govorjenje, pa smo bili res upeti v ful enih zadev, ampak okej, probamo tudi seveda ful je bilo ljudi, ki so ful pomembno prispevali k temu. Ponosen sem, da se po 10 letih še vedno o tem govori, da se še vedno ta prostor pogreša in da se še vedno stremi, da se podoben prostor vzpostavi tudi pri mlajši generaciji. Na to sem pa ponosen. Boš pomagal mlajšim generacijam in tej skupnosti, da še naprej to? Pomagam. Že zdaj. Kako se je pa potem začela ta pot do konca oziroma kako se je končalo? Ma mislim, to je, ja, veš kaj, gospodarske krize je počasi bilo konec. Ne. To je šlo pod slabo banko. Slaba banka je to za relativno majhen denar, kar hitro prodala dvem lokalnim podjetnikom. To je bil konec. No, in pol je bil razdor tudi znotraj same ustvarjalne platforme Indije, ali se vztraja do konca na barikadah, ali se prova pogoditi s temi podjetniki, ali pač ne. Tako da ne vem, na koncu, pač na koncu se je bolj to izteklo oziroma izvodenelo, no. Jaz sam nisem energije biti na barikadah, priznam, mogoče bila napaka, mogoče ni, ne vem. Ne vem, koliko bi lahko vztrajali na barikadah, ker policija je bila pripravljena tam z 20 romov kopi to na silo eviktirati. Tako da bi bil kar zanimiv spad, no. Aha, prav tako je bilo. Prav tako je bilo, ja. Torej, ja, pač bi šli v direktno konfrontacijo s policijo. Aha, in potem pač ste samo zapustili prostore v bistvu in... Ja, no, vse nekaj časa se je še vztrajalo tudi na barikadah. Ja, no, mislim, sem se že prej malo izključil iz celotne zgodbe, ker sem bil že precej iztrošen. Kaj pa problem teh azbestnih odpadkov, ki se je tudi o tem veliko govorilo? Ta problem azbestnih odpadkov, tam si ležal azbest 15 let, ljudje, ki so hodili mimo, še posebej starejše gospe, so nam govorili, da pišejo dopise na razne institucije za ta azbest. Mi smo konstantno pač o tem azbestu pač opozarjali.
Ampak dokler ni naredila gospa Evgenija Car pompozen članek, se ni premaknilo nič, ne. Tako da pol, ko je ona naredila članek po 3 letih, ko smo bili že minot, so se stvari premaknile, ne. Tako pač delujejo naše institucije, ne. Dokler niso izpostavljene tako direktno, množično, se ne premaknejo, ker zakaj bi si delali dodatno delo in skrbeli za dobrobit prebivalcev tako z samo pobude, ne, in same iniciative. To je ta zgodba z azbestom. Ok, mogoče bi se dotaknila še malo pomena skvotov. Ja. V bistvu, kaj sploh je skvot? Kakšno sporočilo to dejanje skvotanje nosi v ozadju? Jaz zdaj spet nisem strokovnjak za skvote, ne, ampak no, skvot v osnovi pomeni zasedbo zapuščenih praznih prostorov za različne namene. V tujini poznamo predvsem te bivanjske skvote. Eni so tudi v dogovoru z samim lastnikom. V Švici imajo to zakonsko urejeno. Ampak ja, no, mislim, skvoti tudi dostikrat pomenijo zdaj neko avtonomno upravljanje tega objekta, kar pomeni tudi neko združevanje ljudi z nekimi političnimi idejami, kar oblasti ni všeč, tako da to zdaj vedno bolj kriminalizirajo, ker pač mislim, raje, da se ne ukvarjamo s politiko, čeprav na papirju piše, da ne, imamo mi pravice, vsaj to na 4 leta voliti. Čeprav ne vem, kakšen vpliv imamo to zares. Tako da ja, no, predvsem gre za zasedbo nekih zapuščenih, degradiranih območij za različne namene. Mislim, poznamo tudi koncepte začasne rabe, kjer so neke prazne prostore za začasno uporabljeno v dogovoru in z lastnikom in med samimi uporabniki, ampak to pri nas je tudi še vedno nek bav in nek strah nepotreben. Pač skvotenje pač je praksa, ki jo ti Kaj je sploh skvot? Kakšno dejanje je to? Kakšno sporočilo je tu zadaj? Ne, je dejanje. Aha. Ne, pač ti zasedeš nek prostor, ki zdaj pač spet to je stvar, bodi si da to pač privatno, bodi si to pač, da je v javni lasti in ker pač ga zasedeš, to je ti kot nek kolektiv z neko politično mislijo, pač prideš v ta prostor, ga osvobodiš, mora da boljše kot besede, kot da ga zasedeš in pač se organiziraš. Mislim, to je pač taka praksa iz se mi zdi 70-ih, ki je začela v Angliji, morda 60-ih. Sem že malo pozabil, ne vem, ker sem pisal temo, zdaj si me ulovila malo nepripravljenega. Ampak ja, skvotanje je politično dejanje zasedbe oziroma osvobajanje nekega prostora, morda pač pod kapitalizmom, ne. Zato pač to Inde je bilo zelo zanimivo, ker je bil pač v lasti slabe banke, ne. To je zelo pomembno, ne. Pač je bil slaba banka, vsi smo mi dali naš davkoplačevalski denar v to slabo banko in zato na nek način smo imeli mi tudi to legitimnost biti tam, ne. Tudi pač, da ne, je bilo ilegalno, ampak legitimno, ne. To, kar smo delali. Tako da po mojem to najbolj enostavno razložiti, kaj pomeni skvotanje. Ok, in mogoče še se zdaj dotaknemo še tega žalostnega konca. Kako se je potem nekako ta zgodba se je po 2 letih končala? Končala Zakaj? se zato, Kje ker pač slaba banka pač proda pač prostor, se tudi pač zelo spremeni nek političen naboj prostora, torej pač ni več javno, je privatno. Tle je bilo pač tudi težje to argumentirati, ker pač nova delovna mesta, ono, bla, bla, bla. Moraš se tudi zavedati, da več kot polovico obstoja Indeja smo mi bili pač non-stop pod pritiski, da nas bojo vrgli ven, varnostniki bojo prišli, policaji, ono. Tako da pač mi smo v zadnjem letu, mi smo tako non-stop spali v Inde, mi smo pač čuvali Inde. Ker da se točno to zgodilo, ne. Oni so imeli trenutek, ki ni bilo nobenega, oziroma en, ki bi mogel čuvati, je zaspal in pač takrat so uleteli varnostniki od, ne bom se spomnil, kjeve firme, in pač ja, tam zaprli to vse, bili, ne vem, če se ti spomniš, ko je izgledalo, ampak oni so cel prostor od Argota zabarikadirali čez
par tednov noti so pač bili te varnostniki, celi zamaskirani, ko neki Al-Qaida člani, pač grozno in ne smemo pozabiti, da to bi pač tudi naš davkoplačevalski denar, ki so pač, ker je država zaposlila pač varnostnike. In da pač ni bilo potrebno nobenih varnostnikov, pač prišlo do nekega dogovora, da smo pač videli, da pač nimamo kaj več tam ustrajati. Istočasno kolektiv je pač pregovel, non-stop pač nek stres in drama. Pač v tem primeru pač ena stvar, ki tu pač sem se naučil, se mi zdi, da pač pristop, kako pač zaključiti zgodbo, v tem primeru pač bi mogla biti svoboda različnih frakcij noti, da pač pristopa tako, kot misli, da je prav. Tle pač po moje ta večplastnost strategiji bi bila po moje bolj zanimiva kot v enem trenutku, ko smo hoteli neko uniformno rešitev najti. In to pač je bila ta, da pač na nekih obljubah do nekem drugem prostoru, pač smo mi na miren način zapustili pač prostor, ne. Pač to se, vse stvari pač imajo nek svoj čas. Ne vem, v nekem paralelnem univerzumu smo še zmeraj tam. Da ne vem, ne znam ti povedati, kako bi bilo drugače, če bi karkoli, ampak ja, zgodilo se, kar se je zgodilo, nismo imeli šans karkoli narediti. Absolutno. Jaz mislim, da edina napaka za moje pojme, tudi zdaj govorim iz osebnega, mislim, vse, kar sem danes govoril, pač je moja osebna interpretacija te zgodbe, da ne bo pomote. Jaz mislim, da nam je manjkalo pustiti še nek manifest, ko smo šli ven iz tega. Manjkala nam je pač neka politična akcija, bodi si to v smislu nekega pisma, oziroma nekega javnega statementa, ali pa manifesta, kakorkoli to rečemo, ampak pač razumljivo, pač pregovorili smo, rečeno, da pač več kot leto smo stražili ta prostor, da nas pač ne vrže ven in pač ja, na koncu bilo hektično in ja, ali pač tako, pač se je končalo, kot se je končalo. Ja, iztrošili ste se. Ja, absolutno, kolektiv se je iztrošil, ampak glej, na koncu imamo lepe spomine. Ja, to je pomembno. Ja. Vidiš mogoče, kje na obzorju še kak inde tu pri nas si lahko upamo na še kakšen tak prostor? Ne vem, poglej, Koper se vedno bolj gentrificira, mislim, tako ti bom povedal, če bi v unih mestih po Inde mi imeli en prostor, ki bi ga lahko zasedli, mi bi ga zasedli. Sam pač ni bilo opcije, ker vse je bilo novo ali že uporabljeno, ne vem kaj. Dejansko pač mi smo aktivno gledali, kam bi lahko šli naprej. Tako da če kdo ima kakšen predlog, pač naj zasede. Pridemo mi za njih. Ja, mislim pač, znanje imamo, tako da kaj ti rečem, praksa in to je, Ne, mislim, če bi to vprašanje meni postavila avgusta ali pa junija 2014 in se bo zgodil kakšen skvot, bi to rekel, absolutno ne, ni šans, da se to zgodi. Ja. So imeli pol 2 skvota v letem pol na obali. Pač to so nepredvidljive stvari, ne moreš tega pač predvideti. To se mora zgoditi spontano. Mislim, da zdaj imamo tudi pač neke izkušnje, ampak predvsem mora se zgoditi. En od problemov, ki smo imeli, kot jim povedal in lahko tudi zaključimo celo to zgodbo, je to, da ja, veš, seveda neka želja po še enem Inde je, ampak te, ki smo bili najbolj aktivni, pač smo tudi tako pač malo že starejši, oziroma pač imamo odgovornosti. Nekdo ima družine, nekdo ima službe, pač malo nam zmanjka pač cajta. Veš, takrat relativno jaz pač sem lahko bil vsak dan tam. Kljub temu, da sem imel neko službo, ampak pač sem imel ta cajt, da sem bil vsak dan tam, Zdaj ne vem, če bi, morda bi, ampak ne vem. Ja. Ne vem, kaj ti povedati. Ne upam si reči, če kaj na vidiku, upam pa, da je. Pač tako da, jaz mislim, da prej se bo zgodilo kaj podobnega. Pač čutim, da neki tli. Ja. No, jaz tudi upam na to. In nekako ja, s tem bomo zaključili. Hvala ti. S tem mojim lepim zaključkom. Nič, hvala, da si... Hvala tebi za tvojo iskreno osebno zgodbo. Ja. Bilo lepo poslušati. Predvsem hvala, da še zmeraj dajete pozornost na to zgodbo. Se mi zdi, da je ful pomembno o tem govoriti. Morda tudi pač takšne formate, kot je ta oddaja, lahko koga navdušijo.
Ja, se da. strinjam. Upajmo. Ja, upam tudi. Ja. No, in da je vsekakor bila neka zgodba o uspehu. Mi smo se imeli super, ljudje so se smo se naučili in ja, kot dosti ljudi pravi, da to so bili najlepši časi njihove mladosti. No. Tako da, hvala za povabilo, upam, da boste še koga gostili in bo prikazal druge vidike same ustvarjalne platforme. Ja, hvala tebi, Toni. Ja, lep pozdrav. Hvala za vašo pozornost in prijazen pozdrav do naslednjič.